Pozdravljeni in nasvidenje leto 2020, dobrodošlo leto 2021. Kaj je tisto, kar vas je zaznamovalo v letu 2020? Kaj naredimo s časom, ki mine? Kako ravnamo s tem časom, ki je minil, čas, ki je šel? A želimo na to pozabiti? A si zelo zapomnimo kakšne boleče stvari in se zataknemo v njih in kar naprej razmišljamo o njih? Ali znamo izluščiti stvari, ki so nas nekaj naučile, kjer smo se okrepili, kjer smo pridobili moč? Vsekakor je leto 2020 leto, ki je zaznamovano s korono, ki je zaznamovano z neko izkušnjo, ki jo je dobil čist vsak izmed nas. Težko rečemo, da nekdo te izkušnje nima. Vsaj tisti, ki smo funkcionalni, ki živimo neko običajno življenje. Če lahko rečemo, da starostniki v domovih živijo običajna življenja, da ljudje, ki so bolj ogroženi, živijo običajna življenja. Jaz vsako leto naredim neko inventuro, jaz temu rečem refleksija preteklega leta, v bistvu raziščem, kje sem se razvila, premislim o tem, kaj sem si prejšnje novo leto želela in kaj se je s temi željami zgodilo. Zato, ker vemo, da želeti si je nekaj, uresničiti to željo je pa nekaj drugega. Včasih izgleda, kot da nekaterim ljudem stvari padajo z neba, ampak o tem bom še govorila kasneje ali pa morda drugič. Zdaj, preden v bistvu razvijem vsebino tega videa, bi vsekakor rekla, da en del tega, kar me je zaznamovalo, ste tudi vi, moji sledilci, moji spremljevalci, vaši komentarji, vaši odzivi na moje delo in s tem globoko povezana hvaležnost. Vesela sem, da smo postali tako velika skupnost. 2044 nas je danes. Da rastemo, zaradi tega, ker moj namen je ta, da s temi vsebinami, ki so tukaj, z vašimi komentarji, ki so spodbudni, nekako delamo lepši svet, pomagamo ljudem, spodbujamo ljudi k drugačnosti, k strpnosti, k drugemu načinu razmišljanja. Tako da, dobrodošli na kanalu Albert in Leonida Margole. Obljubim vam, da se bom potrudila tudi letos z dobrimi vsebinami in da bom tudi Alberta kdaj pocukala, da se potrudi z mano. Vsi, ki ste kupili knjige in s tem darovali Zvezi prijateljev mladine Slovenije za pomoč družinam v stiski, bravo, čestitam vam. Ta akcija poteka še do 15. januarja, tako da je še čas. Posebej bi se zahvalila seveda podjetjem, ki ste naročili za svoje zaposlene knjige, zaradi tega, ker ste s tem pokazali tudi to, da vam je mar za vaše zaposlene. Tako da ja, toliko za začetek. Zdaj bi pa šla naprej v refleksijo preteklega leta. Mene je sigurno zaznamoval marec zelo močno. Nisem pričakovala, da bo se zgodilo nekaj takega. Bila sem šokirana. Sploh nisem verjela, da se nekaj takega lahko zgodi, da nas kar zaprejo, da čez noč ne bom več predavala, ne bom več držala mikrofona v roki, ne bom imela več stika z vami, se ne bom mogla več objeti z vami, vas pogledati v oči, mislim, res mi je bilo hudo. Tako da sem se kar fajn sesula in zaznamovalo me je v bistvu to, ker sem videla, kako je v nekem trenutku Albert prevzel to notranjo moč v najinem odnosu in res naredil ogromno delo. V tem smislu, da sem se jaz postavila nazaj na noge, da sem začela razmišljati, da sem začela ustvarjati, da sem začela pisati, snemati, razmišljati, kako bi preživela, predvsem pa razmišljati, kako bom pomagala vam, ki ste mogoče v še hujši stiski kot pa jaz. Ja,
sem se zalaufala nazaj. Tako da marec je bil zame nedvomno zelo prelomen trenutek. No, in potem naslednji prelomen trenutek je bil seveda 5. november, ko je umrla mami. O tem še ne morem govoriti, zaradi tega, ker kot vidite, je bolečina še vedno prehuda, nisem se še poslovila, nisem še uredila v sebi nekih stvari, ampak je pa to sigurno trenutek, v katerem sem se ogromno naučila, veliko o sebi, veliko sem spoznala o sebi, veliko tudi o moji mami, o mojih drugih članih družine. V bistvu lepe stvari, ampak kljub vsemu je izguba in pogrešanje tako veliko, da to zaenkrat še ne more nadomestiti. Potem so pa tukaj še vse prebrane knjige, dobri filmi, dogodki, ki sem jih doživela s prijatelji, ne bom vam vsega naštevala, to si ponavadi zapišem. Skratka, veliko enih prelomnih stvari, ki imajo vedno isto vprašanje, kaj iz tega želim odnesti s sabo, kaj iz tega želim spustiti. Tako sem spustila tudi nekaj prijateljev v lanskem letu oziroma proti koncu lanskega leta, ker je prišel je čas za take stvari in to so težke odločitve, niso lahke. Bilo je veliko solz in ja. Zakaj vam govorim te zgodbe? Te zgodbe vam govorim predvsem zaradi tega, ker se mi zdi pomembno, da ljudje počnemo te refleksije in lahko, da imate svoj način in z vašim načinom je verjetno čisto vse okej, Eni ste pridni, celo vsak dan pišete dnevnike. Ampak, kar vam želim povedati je, da tisti, ki ne delate tega, je to lahko tudi vaš obred. Tako kot sem v zadnjem videu, ki sem ga posnela 2020, govorila, zakaj so obredi pomembni. Poglejte si ta video. In ja, potem vstopimo v novo leto in smo polni želja. Vse bi radi, da je drugače. Ali pa veliko stvari bi radi, da je drugače. Jaz sem dolg časa verjela v to, da ker sem jaz imam malo te otroške možgane kar dobro razvite, mi še vedno dobro delajo. In pol imam tako, da kar verjamem v dedka Mraza in Miklavža na ta način, da bo nekdo zamahnil s čarobno palčko in bo vse drugače. 31. gremo spat, 1. se zbudimo, imamo 20 kg manj, kondicije za preteč maraton, polno denarnico, dela sam tistega, kar nam paše. To sem si skratka včeraj zaželela, 31. in 1. to pade z neba. Ja, tako bi bilo v pravljici, tako bi bilo v naših najbolj norih sanjah. In dejansko ta občutek lahko pride, kot da nam je nekaj padlo z neba, ko mi v bistvu začnemo živeti nek način življenja, da gremo aktivno proti uresničevanju želja. To pomeni, da ne, da si jaz zaželim, ko bi imela jaz 20 kg manj, in pol čakam, ko čakam, sem malo lačna, pa pojem še en sendvič, pa pojem en sendvič, pa je bil res dober, pa si mislim, da bom še enega, in čakam, da bom 20 kg lažja in pač dolg čas, nič se ne zgodi. Sam sendviči mi skozi bolj pašejo. Poznate to. Ali pa recimo čakam, da bom imela neomejeno kondicije, pa gledam soseda, ki hodi teč vsak dan, pa si mislim, kako se mu da. Jaz bi tudi tako tekla, bom tekla tako, ko bom imela kondicijo, bom pa začela teči. To pa, evo, zdaj tukaj čakam, da pade kondicija z neba in potem bom jaz začela teči. Vem, da se vam zdaj smešen zdi enim, mogoče celo neumno, ko to govorim, ampak dejansko mi tako funkcioniramo. V coni udobja čakamo, da se bo nekaj zgodilo. Zakaj? Zaradi tega, ker nam je noro težko narediti spremembo. Verjemite mi, zdajle sem vam povedala 2 temi, ki sta meni res težki.
Meni osebno. Tako da vem, da to ni lahko. Vem pa eno stvar. Vem, da če si jaz rečem, moram preteči maraton, da je to zame pretežka naloga, da si jaz tega ne morem predstavljati. Zato je mogoče veliko boljše, če si rečem, začela bom pridobivati kondicijo in vsak dan bom prehodila, ta mesec bom prehodila vsak dan 2 kilometra. To se mi pa zdi možno. In potem naslednji mesec vsak dan začnem višati to razdaljo. In vem, to pa vem iz izkušnje, da se bo moje telo v enem trenutku začelo počutiti dobro in da bom hotela tega več. Ampak najprej moram moje telo odvaditi nečesa in to je lenoba. In glejte, če si vi želite česarkoli več, karkoli drugače, nima veze s hujšanjem, nima veze z kondicijo. Lahko je to napisati knjigo. Recimo, če si želite napisati knjigo in se ne morete lotiti, ne morete reči, hočem napisati knjigo. Jaz sem jo napisala, a veste, kaj to pomeni? To pomeni, glejte, to pomeni noro veliko dela, ampak na koncu tudi noro veliko zadovoljstvo. Samo vam povem eno skrivnost. Vsaka knjiga se začne z eno besedo. In vsaka knjiga se nadaljuje s stavkom. In vsakih nekaj stavkov zgradi odstavek. Najdite si tisto, kar je minimalno za vas. Če je to ena beseda, napišite vsak dan eno besedo. Če je to stavek, napišite vsak dan en stavek. Če je to odstavek, napišite vsak dan en odstavek in tako dalje. Skratka, kar vam želim povedati. Poglejte vaše želje z perspektive aktivnosti. Kaj boste za to naredili? In ne si dati naloge takale. Dajte si nalogo, ki vas bo postavila na pot, kjer boste začeli uresničevati vašo željo. In to je moja srčna želja za letos, da vam uspe uresničiti mogoče eno res veliko stvar, ki si jo želite. En moj prijatelj je rekel, jaz si želim ustvariti svoje podjetje. In jaz mu želim, da najde tisto minimalno stvar, s katero bo začel to pot. Ker, a veste, imeti že kar podjetje in na računu ne vem koliko denarja, ne, to se ne zgodi. Vsaka stvar je narejena iz malih drobtinic, iz malih korakov, iz male volje in iz malega nastane veliko. Od tukaj, tole se mi je potrdilo zdajle za novo leto, ko sem v igri Knjigoljub podarila eno knjigo in potem sem jih do danes 14 dobila nazaj. In to je izjemno, to je res izjemno. Povem vam, daš malo, dobiš veliko. In daš sebi malo, daš sebi veliko. To je sporočilo za letošnje leto. Zdaj pa komentirajte, kaj si želite spodaj, komentirajte, kaj boste za to naredili, lajkajte video in dajte ga deliti med vaše prijatelje, ker skupaj delamo lepši svet in srečno novo leto!